Spoštovani in spoštovane, moje ime je Petra Kovič in lepo vas pozdravljam v novem podcastu Medijske hiše Delo. Danes bomo listali, pa ne samo po knjigah, ampak po svetu, kot ga otroci prvič vidijo skozi ilustracije. Otroške ilustracije pač niso več samo lepe sličice ob besedilu. So prvi zemljevid sveta, ki pokaže, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je mogoče in kakšna je naša vrednost. V sodelovanju z Mladinsko knjigo danes v podkastu pozdravljam dve izvrstni ustvarjalki, ki ustvarjata čudovite slikanice, čudovite ilustracije, čudovite podobe, in to sta Maja P. Kastelic in pa Hana Stupica. Obe toplo dobrodošli. Zelo sem se veselila tega podcasta, ker je že, tak bi rekla, kreativen, barvit in predvsem ima že zaradi tega, kar smo pravzaprav dali po mizi, en tak otroško nagajivi, zvedavi naboj. Živjo. Obe toplo pozdravljeni. Kako se počutite v studiu Medijske hiše Delo? Ja, krasno, ja. Domače in lepo. Imate kot ustvarjalki radi tak bolj akademski nered, ali sta pri svojem ustvarjanju precizni tudi, kar se zadeva ustvarjalni kotiček, ki mora biti recimo urejen, barvice, svinčniki ušiljeni, predno začneta z svojim ustvarjanjem? Mislim, začne se pospravljeno, pa da stane nered tak spontanne. Mislim, ne vem, kako je pri tebi, ampak jaz recimo si zložim barve, vse lepo po odtenkih, ampak pol je to kar Vedno je en tak pomemben del, ko končaš projekt, to pospravljanje, ki je tak del, tak katarzično, vse stvari zložiš spet, tako širiš. Potem pa tako, kot si rekla, vedno se zgodi, o tem. Ja, ker barve potujejo po mizi, čopiči potujejo po mizi, pa si malo jezen, pa iščeš tisti čopič, pač vedno je neki, tako da na koncu, ko pomiješ tudi mizo, pa tako si prav tako, no zdaj pa spet. Pa barvaš predvsem malo okrog tudi, Ja. Resam čopič, imam pol tam tako, tak Jackson Pollock vzorc. Ja, po steni, ja. Zanimivo je, kako si ustvarjamo prostor, kjer potem pride na plan naša inspiracija, ki jo lahko potem bodisi skozi čopič uresničimo, pokažemo svetu. Zame je vedno veljalo, da so moji kolegi v ekipi, takrat še uredništva Sveta Kapitala, vedeli, kdaj se bom lotila pisanja uvodnika. Takrat, ko sem začela z šiljenjem vseh možnih svinčnikov in urejanjem mize, rabila sem en tak, bi rekla, red, ki je potem dal na plano mnogoterost besed. Tako na kratko za naše poslušalce in za naše gledalce, zelo mimobežno sem rekla, da sta ilustratorki, pa morda najprej tebi dam priložnost, Maja P. Kastelic, bi se lahko tako opisala, predstavila, da bomo vedeli, kaj si študirala, kaj te je motiviralo, da si prišla do tudi zelo prestižnih nagrad, vezanih na tvoje ustvarjalno delo. Študirala sem slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. To je bila pač včasih normalna pot, preden se je ilustracija pojavila tudi kot študijski program. Takrat je bilo to samo po diplomski študij. Potem sem pa dodala svoj podiplomski študij teorijo, nekako me je zelo zanimalo, pa mogoče se mi je zdelo, da takrat sem bila malo v porniški fazi, da akademija to premalo spodbuja, to neko refleksijo, razmisleke. Potlej sem pa našla tudi ilustracijo. Tako da dejansko mi je malo žal mogoče zdaj, da sem se tako odločila, da nisem šla. Sam konec koncev, karkoli že študiraš, veliko moraš narediti pa sama. Vedno se sam bolj učiš, tako ena na ena sprobavaš te stvari in še zdaj, še tudi, ko si že kukar, zdaj si celo drznem se predstaviti kot ilustratorka, kar ni bilo, dolg časa mi je bilo težko, ker čutim tako veliko spoštovanje do tega poklica. Ampak celo življenje se učiš, tako da je pa dobro, da človek, se mi zdi, pri vsaki stvari je natančen, se poglobiš, se probaš podučiti, tako da jaz se še zdaj rada tako lotevam, in vsaka stvar, ki ti pa pride, pa ne doda eno posebno noto ali pa žmohta, jaz sem tudi restavrirala
10 let celo stare freske, a ne, pač v starih stavbah, cerkvah, gradovih. In vse to doda neki tvojemu delu potem kot eno posebno začimbo, a ne. Tako da celo življenje se učimo, no, in to hočem reči, da to se še zdaleč ni končalo in nobena od naju, ne, ni nikoli verjetno čisto zadovoljna s tem, kar naredi. Tako da še zdaleč, a ne. In to se mi zdi neka tak resen pristop, no, ko ga jaz zelo zagovarjam. Maja P. Kastelic, izven etra si mi dejala, da je restavriranje fresk tebi prineslo ogromno znanja. Pa da si bila včasih malce razočarana, ker restavratorji niste imeli takega ugleda, kot pa recimo seveda izvirni avtorji. Kakšno pa je to delo? Jaz si predstavljam, da pa mora imeti restavrator resnično veliko znanja in vpogleda tudi v zgodovino. Ne, absolutno. Saj vsako tako področje zase je, a ne. Mislim, mogoče sem bolj v tem, da je včasih kdo opravljal to delo, tako kot ilustracijo, tako bolj za delo. V tem smislu, kar je zame sploh ni, a ne. Vsako delo je zelo pomembno. In tudi restavriranje retuša sama po sebi, a ne, ki je zelo slikarska, je odgovorna in terja veliko tehničnega znanja, kar se mi zdi ena taka močna točka, tudi pri ilustraciji, a ne, taka prav obrtno znanje, prav poznavanje metjeja je nekaj, kar se zdaj rado preskoči, a ne, pa se mi zdi bistveno, no. Ti moraš znati povedati sredstvi z vizualnimi orodji, kar želiš, a ne, posreduješ in vzdušje in vse te stvari moraš poznati v detajle, a ne, čim boljš, kakor se pač da, ne. In svoj medij in vsa ta pravila vizualne kulture in kompozicije in likovnosti, a ne, tako. To je tako nekako en fitness, ali pa tako, če bi hotel teči maraton, ti moraš pripraviti toliko pa toliko treninga, ne. Zelo, te športne primerjave so zelo blizu, kadar se pogovarjam z ljudmi iz tega področja. Dejansko je tako, a ne, če nekaj časa ne delaš, potem ti pade to zelo. Trd, razložljivo. Kar ne gre z njim. Tako da. Tako, ja. Torej, je treba imeti prožne možgane, prožno telo, prožno roko in tudi talent in verjetno tisto, kar so ti, Hana Stupica, rojnice nekako dale v zibelko, ni dovolj, ne? Namreč, Hana Stupica, ti prihajaš iz družine, ki nam je dala veliko bogastvo. Vsi smo z vašim ustvarjanjem nekako si barvali otroštvo in tudi kasnejša leta. Kako razmišljaš o talentu in pa o predanosti, o trudu? O tem, kar govori Maja P. Kastelic. Mislim, tako bom rekla, meni je Majina pot ful blizu, recimo. Jaz preden sem se vpisala na akademijo, kjer smeri so me zanimale, bilo recimo ravno restavratorstvo. Ravno zaradi tega, ker rabiš biti po domače picajzel, ne, ker moraš imeti neko to tehniko, ker spoznaš toliko enih stvari, da se mi zdi, da je to pač res je ful, vsej meni res zanimiva pot. Tako da, ker jaz recimo, kar se tiče tehnike, nisem tam. Mislim, da bi bila tako kar samozavestna, ker sem študirala vizualne komunikacije. To je pa pač preden je bila ilustracija smer, je to v bistvu grafično oblikovanje, se pravi na oblikovalskem delu akademije. Sem pa risala celo življenje, ne, pač to je bilo konstanta, ne. Tudi doma so mi pač pustili to svobodo ustvarjanja in šele, ker sem v bistvu za likovno gimnazijo pokazala zanimanje, sem mi malo tako razložila, ne. Zdaj to je perspektiva, ne, pa kako je, tukaj imaš en stol, pa ga nariša, ne, tako je bilo. Prej sem pa pač kar, ne, risala na vse možno, na stene in tako. In ne vem, meni se zdi, da jaz nisem nekega talenta kazala, ne vem, babi sicer rekla, da sem ga, ampak je pač babica seveda, ne. To, ne vem, mislim, bo vsak se mi zdi rekel za svojega vnuka, ne, da bo, ampak ne vem, jaz recimo, kako je Maja rekla, uči se celo življenje, jaz z vsako ilustracijo, pa če vidim napake, vedno lahko boljše, a ne. Ampak enkrat se moraš tudi mogoče naučiti ustaviti, a ne, pri temu. To je, ker če ne si lahko
kakor so bile moje prednice leta na eni knjigi. Mi si pač tega ne moramo prvoč. 1 let maksimum. Katera slikanica je pa tebi recimo najbližja bila skozi celo življenje? Od svoje babice? No, bom rekla prvo od mame, ki je mogoče malo lažje, to je Lenora. Je sicer melanholična, bolj zamorjena, temačna, ampak glede zato, ker je bila strašljiva, jaz sem bila malo tak poseben otrok, ki mu je bilo zelo blizu vampiri in vse strašljivo, no, in to mi je bilo, ker pač ta zgodba, ki je Prešeren tudi to prepesnil, mi je bila, ne vem, zakaj me je tako potegnila, pa še tiste njene modrikaste, zelenkaste ilustracije, sem se zgubljala v tistem, tako da to je bilo, tista mi je bila, še zdaj mi je v bistvu najljubša, no, tako, pri babica ima pa toliko dolg opus, je zdaj, ko pospravljam njene originale. To jaz se mi zdi, da za pol stvari sploh vedela nisem, ker ona je risala pač, ne vem, neprestano in tudi od leta, ne vem, v bistvu, odkar postaja Mladinska knjiga, ona je že v bistvu na sceni, se pravi 80 let, in tudi neke stripe, čist iz še neke čist 40, tako neke ful z neke zanimive stvari, ampak pač ona je vedno rekla, da je imela obdobja, recimo, ne razume, zakaj njen dežnik balon bil tako popularen, ta punčka z veliko glavo je vedno rekla, zdaj ne bi tako narisala, pač recimo vedno je tako rekla, kako je zanimiv, kako je risala v različnih obdobjih, Mi je pa pač njena Sneguljčica mogoče najbolj blizu, ker je iz srednjega veka zelo črpala, pa ker je v bistvu ta 6-letna punčka, ta punčka, ki je Sneguljčica, kar je v originalu, ki je malo bolj taka zgodba, je v bistvu risala po moji mami vizualno. Imam pol nekako obe v eni pravljici oziroma v enih ilustracijah, tako da nekako to je mene, tam je tako drugače pa vstržek, se bi lahko naštevala 100 let, tako. Ja, je težko, izbrati samo eno, Pa, če se zdaj osredotočimo na vaju, ali človek, ki je ilustrator, ali riše načrtno, recimo, tako kot ljudje običajni hodimo v službo od 8 do 4, ali je ta ustvarjalni navdih in ta blokec za ilustracije in neko priročno pisalo ali barvica ali svinčnik neprestano nekje v žepu ali pri roki? Boš ti odgovorila? Jaz si že želim, da bi bilo tako. Ja, jaz tudi, To je romantika, Ja, romantika. Jaz sem ljubiteljica slikanic, ilustracij, tudi sama nekaj rišem, tako da jaz si vse stvari tako zelo romantično predstavljam. Sej, to ni... Veš kaj, malo je tako, rabiš veliko strukture pri tem. Sploh, ker projekti so dolgotrajni. In ti moraš nekako se prebiti skozi to, zato rabiš imeti določen red, kljub temu, da je lahko proces sam kaotičen ali pa zajema razmetanost in vse skupaj. Tako da, mislim, je. Ja, to, da velika dobim jaz vprašanje glede te skicirke, ampak jaz recimo res ne skiciram veliko, tako da pač to recimo lahko, ne vem, gledam v kakšnem primeru, to so vse prva skica, ki nastane na papira, recimo, kar je tukaj zdaj ne pokazalo, pač tako zelo je, ne vem, ni, mama pa babica, ki ste imeli več časa tudi za to, to je predvsem to, da ni tega, ni časa, da bi lahko, tako si zdaj kar zapišem raj, to, kar vidim v glavi, si na trenutke raj kar zapišem, zato da slučajno ne pozabim. In pol pa šele grem na papir, da se prav tudi, ko bi rekla, mentalno prepravam in se usedem za risarsko mizo, ne za tisto, ker je računalnik, da me pol tam, pač rabim biti v svojem brlogu in v telefon ne moti, pač tako teže je, zdaj se mi zdi tako kar. Je potrebna za slikanice, oziroma prvo vprašanje ne, ali je potrebno za slikanice imeti eno ljubezen do najmlajših. Moje prvo vprašanje je, a obstajajo slikanice tudi za odrasle? Ali tukaj govorimo samo o recimo
izpeljanki, kot je strip, recimo, v nekem Ne, drugem žanru. Slikanice sploh niso za otroke. Ja, jaz mislim tudi tako, ja, pač to je vsaka slikanica tudi za odrasle. Naj bi bila, ne, zdaj, Ja. odvisno kako so narejene. A je to tako narejen, mislim, ne smeš podcenjevati otroka, ne? Tako, In niti, mislim, tako, jaz nikoli ne delam samo za otroke. Mislim, Jaz mogoče tudi samo ne. za otroka v sebi, no, mogoče iz tega črpaš, ampak vedno je to, meni je to, nama Ja. umetniška forma sama zase, ali ne? Ampak običajno pa avtorji pravljic nekako prosijo za vajne ilustracije, ne resnega odraslega dela. Bi bilo zanimivo, recimo, na podlagi nekega romana narisati zraven še ilustracije ali dodati v knjigo. Mislim, ja, samo roman spet se mi zdi pač Ker stripi Druga stvar. nagovarjajo, ja, seveda, ne, druga zgodba, drug druga žanr. zgodba ne. je, ja, mislim, bi pa seveda pač gleda z istimi očmi, samo pa se tematsko prilagajaš, a ne, seveda pač, ampak ne vem, recimo za naslovnice, za romane pa to, jaz sem lahko zelo luškana v te stvari, tam bi šla pa recimo, že vejo, da bi mi mogli neko grotesko bolj dati, ne. Ali pa ne vem, recimo delajo za mladostnike, ki so tudi nekje vmes, pa je tako, tudi lahko narediš vmes, ne, se pravi, malo otroško, pa barvito, ampak zraven lahko še vedno v grotesko potegneš. Mislim, se mi zdi, da lahko oraš v vse smeri, no. Ampak ja, vedno je, tudi otroška ilustracija se mi zdi, da je fajn, da je narejena z mislijo na odrasle, ker tudi odrasel to bere, ne, otroku v bistvu. seveda. Pa ta pravličnost, da jo najdeš tudi kot odrasel, pa da se dobro počutiš, pa mislim, to je ful pomembno. Sama sicer nisem kritik, nisem na tem področju izobražena, ampak občutim, ko opazujem te ilustracije, eno prijetnost, mehkobo, barvitost, nekaj, kar diši po nekih magdalenicah, po prijetnosti. Lahko mogoče za vse tiste, ki nas bodo gledali, pa tudi tiste, ki nas bodo samo poslušali, predstavite, kaj imamo danes na mizi tukaj v Medijski hiši Delo. Namreč vse to so seveda predmeti, ki se jih da kupiti v Mladinski knjigi in so res eno tako, bi rekla, ljubko, tudi morda zdaj, ko bo počasi ta čas obdarovan, darilo. Ja, v bistvu, jaz sem začela par let malo v bistvu zafrkavati, ker se mi zdelo, da je škoda, da so stvari samo na papirju, ampak z možnosti interneta, ne, Ja. dobiš lahko zdaj širino in ugotavljaš, kaj se da vse narediti, a ne. In začela sem recimo delati blazince, pa te v bistvu naramne torbe, to je zelo se prijel. Aha. Nogavice zelo rada delam, to so tamle so Sneguljčica, pa Robin, pa to je taščica, zelo stara moja ilustracija, ki je še kar popularna. Aha. Pa jo pač apliciram na različne stvari, je še več motivov, več barvnih variant. Tele blokci v bistvu so z Mladinske knjige, to je bila iz moje kolekcije par let nazaj, to je letošnja tudi Majina. Pa sem pa v bistvu prinesla še dve iz Cicibana, ki tudi praznuje letos rojstni dan. Tale še bo decembrska, to je naslovnica zdaj za Ciciban, ki prihaja v prihodu in je v bistvu omaž moji babici iz 50 let je naredila tako naslovnico, rumeno, ki jo jaz sicer ne maram in sem kar trpela. Ob ilustriranju, a ne, ker je kar žarel mi je po tisto zmočjo, to je bilo tako. Ampak ja, recimo, to je grafika, ne, Žikle se reče. To je pa v bistvu moj čolniček od Mire Voglar, pesnica, in je bila tu zdaj junija, se mi zdi, v Cicidoju. In sem pač naredila 5 blazinc, toliko za sprobam, kako pride, no. Tako da, ja, v bistvu probam, jaz rečem, da se igram s takimi, a ne, delam majice, delam nogavice, delam priponke, a ne, tako različne stvari probavam, glih za to, da vidim, v bistvu vse kere smeri lahko grem s tem, a ne, to je v bistvu najbolj zanimivo, ne, ker to je mogoče tudi malo poklicna deformacija, ker sem oblikovalec, da hočem posoditi to nekam dati. Aha, torej to je bila tvoja zamisel. Ja, tako, ja. Jaz sem v bistvu začela to na nekih ameriških straneh, po moje 15 let nazaj, s svojimi stvarmi
ker kle še ni bilo možnosti tega dela, zdaj pa v bistvu, ne vem, recimo blazince, majice pa to delajo v Varaždinu, je prav ena Tovarna, verjetno? Ja, mislim, v bistvu mikrotovarna, ker v bistvu oni in tiskajo in zašijajo, imajo prav šivilje zaposlene in ti vse naredijo oni, a ne, tako da se tudi majna torba, tvoje stvari so tudi tam narejene, pač res so. Domiselna ideja, prav gotovo. Tako da Maja ima pa zdaj veliko kolekcijo že. To se mi zdi tako dobro, kaj Hana dela, ker jaz bi dala ilustracije povsod. Ja, zato se to grem. To je tako veliko lepote v tem in če ne drugega kot opomnik tem malim čudežem vsakdanjim, o tem skozi govorim, kako si lahko polepšamo te dneve, ki jih imamo pač. Ali pa da v lepem okolju vse lepše. Nazadnje sem en citat o tem prebrala, da pač hočeš imeti lepo življenje, se moraš obdati z lepimi stvarmi tudi, ne. Mislim, tako da to me je noro dobro, ne. Mislim, je pa letos recimo tele zelena kolekcija, Cimredinska knjiga zbrala kot ta svoj praznični motiv. Zdaj pa zanimiv zgodbica tukaj odzadaj, ker sem jaz en ta prizor s temi zelenimi travicami naredila čistko zase, kot za svojo vizitko, za en blokec, ko sem rabila iti na Bologno, ko smo bili gosti, a ne, in potlej so to vzeli, zdaj pa delam knjigo iz tega. Tako da zdaj malo obratno je, zdaj bo prišla pa knjiga tega gozda, a ne, tudi zgodba Mišja. Ja, Mišek je, Tako da, Kakšna je moč po vajinem mnenju ilustracije, sploh zdaj, ko smo obdani z umetno inteligenco, socialnimi omrežji, razne podobe nas neprestano nekako bombardirajo iz vseh koncev, vseh različnih kanalov, ampak še vedno, vsaj meni se zdi, da ilustracija ima nek naboj tudi ne samo tradicije, ampak vrednot in pa naših, bi rekla, kolektivnih spominov, ki nas vežejo kot družbo v resnici, ne? Kako vidve dojemata skozi to prizmo ilustracijo? Ja. Mislim, je pač... Bo preživela čas. Seveda, da bo, ker v bistvu ilustracija bo vedno in povsod. Se mi zdi, da je vedno več. Ne, tudi tako, če gledaš embalažo v trgovini, mislim, ne, jaz recimo, ker tudi za embalažo rešam, se mi zdi, da to zelo pomembno, ker vsi kupujemo, smo pač družba vizualna, pa tudi materialistična, ne, in pač vse bomo pač padamo na lepe stvari, ne, pač tako po domač povedano, ne, tudi, ne, ker vidiš majno kolekcijo, to vse skupaj pa še imel bi to, ne, jaz bi pa, ne vem, pila čaj iz te šalice, ne, tako, ne. Tako da se mi zdi, da ilustracije je vedno več in se mi zdi, da bo preživela, mislim, Slovenija nasplošno ima zelo dobre ilustratorje, vedno je imela. Pa tradicijo tega in se mi zdi, da to bo šlo, mislim, da bo vedno boljše in bo vedno več ilustracij. Se mi zdi, da se tudi se upogumljamo, ne samo mi kot avtorji, ampak tudi, ne vem, recimo Mladinska knjiga, ki se je šla v to, pač vedno več je tega, tako da se mi zdi, da bo preživela brez problema. Kar meni se tudi zdi, recimo, en pomemben razmislek je sploh v luči tega, kar se zdaj dogaja, te digitalizacije, je vse to, da ljudje smo pa imanentno taktilna bitja, in rabimo to, v bistvu ta materialnost, to nam je zelo blizu in zelo nujno, otroci, ko odraščajo, njim se razvijajo možgani z dotiki, z fizičnim otipanjem, zato se tudi par let, ne vem, 10 let ali nekaj takega, ali mogoče že več nazaj je bilo to ključno vprašanje, a bo knjiga preživela kot objekt, in seveda je in je v večjem razcvetu, kot so si lahko tisti ljudje, ki so to takrat sanjali, da je predstavljali. In to, jaz imam tudi 3 leta starega otroka, to je ena posebna strast in prav, ne vem zdaj, katera teoretičarka, ampak temu se reče The Magic of the Turning Page, ta čarovnija, ki se zgodi z obratom strani, nekaj tacga, in pri knjigi, ki mi odrasli beremo, ki je eno tako dejanje, tako čarobno dejanje je, ki je povezano s tem, no to je že sam za knjigo, pol pa tudi tehnika,
imamo to afiniteto, se mi zdi, prav do materialnosti, seveda danes si vsi pomagamo tudi malo s temi digitalnimi orodji, ne, to je pač nujno. Ampak že jaz sem si tako, gotovo pa tudi Hana, tako kot malo eno zasebno odločitev sem sprejela, da bom še bolj prvila to, a ne, to neko materialnost, to uporabo klasičnih barv, papirja, to neki, ne vem, saj se da marsikaj poustvariti tudi v digitalnih okoljih, ampak ja, to je tako nekako poploščen ta svet postal, vse je tako malo zaglajeno in nimaš, mislim, mi reagiramo po moje, tako prav, biološko na neki nek impuls, ne? Ja, kar se lahko primemo. Ampak recimo, ne, za resničnostne šove najamejo celo vrsto vrhunskih strokovnjakov iz različnih področja, ne, psihologije, nevroznanosti, inženiringa in tako naprej, in tako skratka, zato, da skupaj ugotovijo to magično formulo, ki bo pripeljala do najvišje možne gledanosti, ne? Kakšni morajo biti ljudje v resničnostnem šovu, kakšne podobe, kakšna mora biti nit pogovora in tako naprej, ne? Tudi kakšni škandali in prestopanja meja, ne? Ali sta vidve tudi recimo razmišljali, kater slog uporabiti pri svojem ustvarjanju za to, da bo dejansko nekako bil privlačen, da bodo tudi starši kupovali, da bodo otroci navdušeni, ali je prišlo to kar spontano iz vaju? Ja, seveda spontano. Mislim, to je že, mislim, tako, ne smeš biti preračunljiv v tem. To je tako, kot ljubezen, ne, se zgodi. Mislim, jaz sem ful romantik v tem smislu, ne. Jaz imam minimalno tega, ampak lahko povem potem, zakaj. No, kot je. Okay. Ne, ker ravno za tole gledam... Hvala za iskrenost. Ne, ker pač, mislim, zdaj, ko gledam to rumeno, v bistvu sem imela glih z Žigartom Koscem, ne, v pogovor je rekel, pa Hana, ti delaš to toliko časa, ne, tebi se to ne splača, ne, pa se rekla, ja, ampak jaz zraven, jaz se toliko cajta par tednov matram s tem, ne, zato, da v bistvu na koncu nastane tak izdelek, ki lahko še kaj naredim z njim. Ja, absolutno. Ne, to je pa nujno razmislek. No? Ja. Ni tako, da bom zdaj to prodajala, ne, na veliko, ampak pač je tako, kaj lahko jaz iz tega, ne vem, se mogoče že pripravim, recimo, da te elemente, karkoli lahko, ne, predstavljam nekatere, čeprav to vse analogno narisano, ne, pač to je 1:1 zdaj grafika, ne, pač koliko je original velikost. In jaz pač to dobro skeniram, se pravi digitaliziram, da lahko, ne vem, lahko se naredi plakat iz tega, lahko bi se naredil poštar iz tega, lahko bi se, pač imaš vseeno v glavi, da probaš narediti nekaj, če si že sedel. Kar se lahko aplicira. Na marsikaj, ne glede na to, da pač si sedel zraven 3-4 tedne. No, to je zelo pametno razmišljanje, ne, zelo tako odgovorno tudi do našega, ne, bivanja, ampak, veš, ne greš pa delati zato, ker misliš, da bo to nekje vstalo. Ne, to pa itak vsaka stvar je tako. Ampak, a rišeta še z roko? Ja. Vse z roko. A je to bilo recimo narisano s flomastri ali z barvicami ali s čim? Gvaš. Tempera gvaš. Čopiči. Ja, to je pač, to tvoj tudi gvaš, verjetno, ne? Ja, to je pa akrilni gvaš. Akrilni gvaš, ja. Tudi gvaš, ja. Ampak ja, to je pač čopič. Ja, seveda, ja. To se mi zdi, da ne vem, to ima čist nek drug občutek, pa ljudje se mi zdi, da to še vedno zelo cenijo. To, da si v bistvu analogen. Saj se digitaliziraš, valjda, ker se skeniraš, ne? Ampak jaz probam res tako, da je to vice, poteze, čopičev, ker digitalne nikoli ne bodo enake. Ne? Ja, res je. Pa še to se ti dogaja lahko na te happy accidents, ne? Ja. Kakšna odkritja, kar drugače ne bi, ne, se ti zgodil, ne vem, se ti barva, ne vem, obnaša na poseben način, ali pa malo polija, ali pa nekaj, to je dobro, ne. Mislim, to je pač tako vsi pravijo, kad delajo s temi materiali, delamo, ne. Ker če si pa ti zelo kontroliranem digitalnem okolju, je pa tega manj, no, seveda. Vesele napake, evo, to je v bistvu tudi ena taka popotnica za našo družbo, ne, kako so lahko napake
res včasih nek dar, od katerega bi lahko povzeli neko novo idejo, neko novo stvarnost, ampak kakorkoli, tudi izven etra smo se pogovarjali o tako imenovanem tem opornitetnem razmišljanju in delovanju. Ne? In sem se spomnila oportunistične drže enega serijskega podjetnika, ki se je v nekem trenutku odločil, da bi pa on mogoče narisal slikanico, ne? In sicer za kitajski trg, za kitajske šole, ker oni to potrebujejo, in je naredil 365 slikanic za vsak dan posebej in sicer z neko aktualno, družbeno, odgovorno, recimo sporočilno vrednostjo. Kako razmišljate o takšnem modelu? Torej, da naj pride iz človeka in inspiracije, navdiha in ljubezni do ustvarjanja neka lepa zgodba, ampak iz te druge smeri. Torej, recimo, živimo v času, ko so vojne skoraj da tukaj pred nami, ali bi zaradi tega šli, če ni to vajin motiv, risati neke vojne prizore, da približata to zgodbo otrokom? Jaz tudi ne. Ne, stvari se da delati tudi na tak način, kot sem pač ta podjetnik, in na drugačen. Ne? Rezultat je pa lahko tak ali pa tak. Ne? Torej, to je ena stvar. Ne? Je pa nas veliko ustvarjalcev. Ne? Eni so mogoče močni na nekih področjih bolj, ne? Midve sva obe nekako bolj v teh pravličnosti, v tej čudežnosti, otroškosti, to, da poiščeš vse tisto, kar je očuvano, ne, to, kar se zdaj še prehitro zgubi v današnjem svetu, ki je preveč instrukturiran in otroci so preveč popredalčkani že in zelo malo tistega vmesnega prostora, tistega prostega teka, ki je pa nujen za kreativnost, za ideje, tudi, ko smo prej govorili o napakah, na napakah temeljijo odkritja, in revolucije, in tega je zdaj, to je zminimalizirano v družbi, in če je vse sam poslovni model, kaj nam ostane pol? Kje je čarovnija, zakaj sploh živimo, če sploh se gremo sam nekaj igro dolgočasno, nekaj zaslužiti, ali kaj zvem, kaj je ta motiv, ta človeškost. To... In še verjetno nekaj je, ne? Mi nagovarjamo najbolj občutljivo in najbolj verjetno iskreno skupino ljudi na tem planetu. To so otroci, tabula rasa, in oni imajo čute še zelo neokrnjene, zelo, bi rekla, take povezane z naravo, in kaj še? Brez filtra so in povedo. In njihov odziv pove verjetno več kot marsikatero strokovno mnenje. Razmišljate o otrocih, jih imate v sebi, ko rišete, ko ustvarjate? Kakšen bo odziv? Kakšen bo odziv, ko bo pogledal, recimo, kako bo otrok doživel ta pogled, recimo, ne vem, tu je ježek, ali ne? Ježek je, ja. A razmišljate tako detaljno o vajinih odjemalcih? Jaz vedno. Mislim, že zato, ker nekako otroci so naši najhujši kritiki. Zahtevno publiko imajo. Ja, v bistvu je to najbolj zahtevna publika, zato, ker si, vidijo vse, jaz sebe spomnim, sem bila vedno v tiste detajle najbolj zapičena v tistih ilustracijah, in recimo jaz sem zrasla s tem, da sta, ne vem, mami pa babi vsakič, kaj Ciciban prišel, sta ga odprle in sta oni dve komentirali med sabo, kdo je kaj naredil, in pa sem jaz bila zraven in to poslušala, tako da in probala nekako razumeti v tisti svoji otroški glavi, kaj v bistvu govorita, kje je kakšen uho narobe postavljen, pa tako, do takih detajlov, ampak se mi zdi, da otroci so res tisti, ki nam prinesejo globino, nam kot ilustratorju, ker se mi zdi, da če ohranjaš otroka v sebi, pol ti to tudi gre, ker jaz vedno rečem, jaz sam svojo otroško igro sem prenesla na papir. Ker enostavno
To je bila moja glava takrat, ko sem bila še pač edinec in sem se mogla sama igrati. Sem imela na babičinem vrtu v starih jablanah svoje plišaste živali, po starinsko oblečene. Nekaj sem sama zašila. Tako pač vse je bilo tako, nisem se šla ta življenje kot v knjigah Beatrix Potter na babičinem vrtu. To je bilo tako, ali pa te Jill Barklem, pa teh angleških ilustracij. To je bilo pač moje tisto, kar je meni boril domišljijo. In jaz v bistvu sem sam to nekako začela pač, ne vem, od tistih princesk, pa to, kar sem risala, kar si, ne vem, mama risala, sem vse potem jaz to lepo prišla pač v bistvu zapakirala na svoj način, tako nekako, ne. To, da se mi zdi zelo pomembno, no, kaj najdemo. No. Uvodoma sem rekla, da so ilustracije več kot samo knjiga, da so slikanice več kot knjiga, da to je nek zemljevid naših vrednot, ki nas uči že od ranih let, kaj je prav, kaj narobe, kaj je lepo, kaj nam godi. Kako pa vidve recimo ilustracijo doživljata? Oziroma, kakšen vpliv ima ilustracija na naše najmlajše? Se tega sploh še zavedamo v času teh, bi rekla, hitrih instant podob, ki nam jih ponujajo, bodisi pametni telefoni, televizija in tako naprej? Ja, jaz bi si želela, da bi imela vedno večji, ampak saj kultura na vseh področjih na žalost pada, ne. Je pa tako, ko prej sem hotela še to, o zadnjem vprašanju, da je to tako odgovorno, tako odgovorno delo, glede zaradi tega, ker je tako pomembno, ker oblikuje ta prve podobe v otroku, oživljanja, vsakič, ko bereš knjigo ali pa gledaš slikanico, je ta moment oživljanja zelo močen, in ta vsebina, ki jo ti posreduješ skozi eno delo, ostane z njima, Vsi smo se poistovetili in s Piko Nogavičko ali pa z nekimi takimi, in če so to eni močni karakteri, eni močni momenti, se kar prenese vate ta, jaz pa hočem rešiti sveta, in da si ti ta otrok, in v pravljicah, ta svetov lik, valjda se poistovetiš s tem, in hočeš biti dober. Mislim, da je to nekaj, če se ti zgodaj vsadi v dušo, prav, je potlej nekaj, kar lahko neseš s sabo, dolg odmeva, in tudi pri delu, jaz in ti, tako, kot si rekla, jaz tudi črpam iz sebe, seveda misliš o otrocih, pa jaz imam toliko stare otroke, tako to je zmeraj zraven prisotno, ampak najbolj pa poslušaš samega sebe, tega svojega notranjega otroka, ki se če imaš to srečo, kot je Picasso rekel, cel življenje se pol trudiš biti kot otrok, če se spomniš, pa si prikličeš to, kako je to en lep doživljaj, eno veliko enih možnosti, vse je mogoče, vse lahko postaneš, povsod lahko greš, ta igrivost, mislim, brez teh, ljudje si potem, ko odraščamo, skozi ene meje se postavljajo, vedno več je tega in na koncu včasih se zdi podlega, da kakšni se sploh ne more več premakniti, ali pa se zacementirajo v neko pozicijo. Kot otroci pa sami od sebe, oni so taki, njim lastno to, da so odprti, In to je nekaj, kar po moje tako zelo dragoceno in se da še v slikanice posaditi, To mi je zelo zanimivo, gledam te podobe, pa ko listam po vajinem opusu v resnici, ki je že zelo bogat, kljub vajini mladosti, opažam, da sta šli obe v ta slog, ki ga nekako slovenska družba nekako že desetletja, že generacije pozna, Ali to botruje družbenim vrednotam ali pa okolju, kjer živimo, ker verjetno se japonska ilustracija ali pa ameriška ilustracija, afriška ilustracija popolnoma razlikuje od naše. Vse razlikuje. Ja, so te tradicije različne. Se popolnoma zgledujeta mogoče ali nadaljujeta tradicijo, kot je na prvi pogled opazno? Jaz sem, ko bi rekla, ne trudim nadaljevati tradicije, kot tako v bistvu tradicijo itak imamo vse, ker smo zrasli z njo, tako da nekako je to, kar vidiš, kar pride iz tebe. Ker recimo vedno občudujem recimo Irance jaz kot ilustratorje, ker so
pa nimam sploh sloga blizu tega, ampak mi je pa noro, kakšne vzorce, kakšno tehniko, kako teksture nalagajo, pač recimo to je meni noro, ne. Tako da vsaka v bistvu dežela, ne bi rekla sam država, ampak v bistvu dežela ima svoj slog ilustracije, ne. Azijci tudi, ne, kdaj, ko greva, ne vem, na Bolonjski knjižni sejem, vidiš, ne, so tudi različne, ne, pa malo, oni sicer recimo malo, se mi zdi, probavajo biti evropski na trenutke, ne, na žalost, ne, ker je pač... Dragocene so te razlike. Ja, meni se tudi zdi, da v bistvu to, da smo mi zelo klasični, ne, recimo, ko smo bili v Države v fokusu v Bologni, sem bila presenečena, kako smo mi v bistvu večinoma vsi analogni, tako res kvalitetni, a ne, proti recimo, a ne, tam, ker je ogromno digitalnega in se mi zdi, da pri nas je bilo res neko tako bogatstvo. Ljudje so se v tisto našo katedralo ilustracije ulegali na tla, gledali, a ne, tako res je bil tak užitek. Ta naš štand, v bistvu, ta oddelek naš je bil poln ljudi, ki so uživali, ne, pač in se zgubljali v bistvu v tem našem svetu. Ampak smo še vedno vsi zelo raznoliki, no. Ni tako, da bi lahko rekel, zdaj pa vsi rišemo kot, ne vem, Ančka Gošnik Godec ali pa, ne vem, Marlenka ali pa, ne, vsak ima svoj slog, ne, ampak še vedno imamo pa neko to močno tradicijo, se mi zdi toliko ponotranjeno, da črpamo iz nje, ne, sej to je vedno, ne. Nismo trendi, tako bi rekla, mi nismo trendi. Ja, samo ta neka iskrenost, ali ne, konec koncev ta iranska ilustracija, ali pa to je tukaj ene tradicije od zadaj in v bistvu je to dragoceno, da se to prenaša in ne moreš niti, mi ti kot iz našega kulturnega prostora težko to bi sploh razumel, a ne, pa tako naredil na tak način. Torej, če si iskren, pa izhajaš iz sebe in z tega, kar poznaš in ob čemer si zrastel, je to nekaj neizbežno, ne. Ja. Se mi zdi, in je tudi prav tako, a ne, ker potem, ko najlepše v Bologni to, da no zdaj pač zdaj se dogajajo te prepredanja, ne, kar je zanimivo tudi po svoje, ampak to je najbolj dragoceno, ko pridejo različnosti na kup in potem je, ne, to je bogato. Pečat, ne? To je nek odtis, ne? Neke zgodovine, tradicije, vrednot neke družbe, okolja. Ker ne narediš nekaj sam kot vzorec, ampak da je nekaj lepo. Seveda tudi estetika je zanimiva, ampak to nekaj pomeni, a ne? Tam tisti vzorec, vse ima neko zgodbo in to je meni zelo zanima, ne, da bogato, da zakleneš lahko noter v podobo, ne, tako, ko si ti toliko enih referenc ali pa tega bogatstva, kaj pomeni. Tisti ljudje, ki se bolj zanimajo za to, lahko najdejo marsikaj, ogromen izhodišč, ogromen enih, pa kaži potov še na novo, ne, referenc. Tako, da se stvari, kot rečeno, delata tak in drugačen način. Jaz kar priznam, da sem obema hvaležna in tudi vsem, ki vaju podpirajo, da lahko aplicira tam svoje ilustracije na različne, ne samo v slikanice, ampak tudi na skodelice, na steklenice, na meni zelo ljube notesnike, nogavice in blazine in tako naprej. Ampak to so vse neke, bi rekla, drugačne zgodbe ali pa izpeljave, a ne? Ampak kaj pa recimo ideja, da se vajine ilustracije prelevijo v gibljivo sliko? Ste kdaj razmišljali o tem? Se je to že mogoče zgodilo? Minimalno so se dogajale, pa kmalu se tudi bo, ne. Mislim, vse neke na Ljubljanskem gradu bo razstava, v sodelovanju, ki je nastala v sodelovanju z Mladinsko knjigo v Kazemate. Tako je, 19. november je otvoritev. Tako je. Lepo. In bojo v bistvu, bo izkušnja, bo v bistvu razstava, ne boš v bistvu stopil v svet gibljive ilustracije. Lepo. Nekaj bo, več ne vem, nočem povedati, da ne razkrijeva preveč. Torej 19. novembra na Ljubljanskem gradu eno posebno doživetje, ampak drugo posebno doživetje bo pa čajanka v Mladinski knjigi. Se mi je zdela pa tudi ena taka zelo domiselna ideja, namreč Maja, ti si nekaterim kupcem, ki niso tega vedeli, da so izbrani,
knjiga sama jih je našla, nekako podtaknila svoje originalne skice, svoje originalne ilustracije. Mogoče, če kaj več poveš o tem. Ja, ne vem, tako idejo sem imela, ker ta moja druga avtorska slikanica Povabilo govori o druženju, o prijateljih, o obdarovanju, konec koncev z enimi stvarmi, ki so pa niso taka pompozna, ne, ampak tisto, kar ti je tvoje, kar ti je najbližje, so ti moji junaki podarjajo, ne. In sem nekako, zanimive so mi te, tako kot, ko se ilustracija prenese v realnost z nekim na objekt ali nekaj. To se mi zdi zelo zanimivo, da se prelije nekaj, kar je moja zgodba, v življenje, Zato sem potem teh 8 junakov naredila ilustracijo za vsakega od teh knjig, vsakega posebej, in jih smo oddali v tiskarno, ko so se tiskale, tako da v nakladu 2000 izvodov je potem vloženih 8 originalnih ilustracij, takih manjših A5, ampak noter lahko 4 so se že našli, 4 pa še ne. Tako da še zmeraj. In torej noter je ta originalna ilustracija in povabilo na čajanko, ker to v knjigi tako, da se na koncu živali podružijo, na zabavi, na čajanki. Tako se bomo tudi mi decembra, tisti, ki se bodo javili, zdaj, mogoče je tudi kakšna se že našla, ali pa ni bila najdena. Te poti so različne, knjižne. Ampak ja, ljubo mi je, bi se res se moram zahvaliti založbi, da je tako res pristopila z enim dobrim vibom, z enim tudi zagnanostjo k temu, ker je vseeno, mi si tako umetniki tako predstavljamo, to je pa super ideja, dajmo to narediti tako, ampak v resnici je pa logistično precej zahtevno in en kup enih stvari, na katere toliko ne razmišljaš, proceduralnih, se je treba poštima, da se kaj takega lahko zgodi. Ampak sem pa zelo vesela, ker slikanica najlepše, ko se to nekam prelije, nekaj, kar se začne tako na tvojem kosu, na tvoji mizi, na papirju z neko skromnostjo, potem pa lahko kakšnega otroka tako premakne, ali pa ti imaš tudi izkušnjo lutkovne predstave, in to zaživi in to je meni totalno čarobno. Čarobno. In še enkrat zelo odgovorno, kajti ne vem, ali imata morda kakšne gatekeeperje, urednike, ki vendarle preverjajo, kaj recimo je sporočeno, kaj je narisano, kaj je dano v svet najbolj občutljivi skupini ljudi, in sicer, ne vem, da se mogoče liku, ki je črne barve, ne pripiše samo negativne lastnosti, ali pa na primer romu, ali pa kaj podobnega, da se te podobe, kako pazite na to, da sta, bi rekla, ne rasistični, da sta strpni, da sta potrpežljivi, da sta, tako bi rekla, tudi politično korektni, in da nekako tudi se skozi ilustracijo ne utrjujejo neki stereotipi, ne spodbujajo tabuji, ampak da se vse to lepo v neki, bi rekla, civilizirani, sodobni, bi rekla, ideji sprosti in pravilno tudi naslavlja. Je to skozi, bi rekla, nek ta prišepetalec, ali ima te vrednote nekako urejene same pri sebi, da ne more priti do kakšnega spodrsljaja? Jaz mislim, da je to že vgrajeno v samo, že v štartu so te vrednote vgrajene v to delo, tako da niti ne prihaja do kakšnih takih lapsusov ali karkoli. Ja, ker sploh ne pomisliš sam. Ja. Pač, kar gre iz tebe, v bistvu ni to nekaj, kar bi meni v zadnji zvončkljajo. Seveda je vključevanje, ali pa, to je vedno že samo po sebi, Vsi so povabljeni na zabavo, tako je pri otrokih, in tudi oni sami, otroci, kot pač vemo, ne te razlike sploh ne občutijo na tak način, Seveda imaš pa različne vrste slikanic, tudi kakšne, ki so bolj namenjene nekim temam, rečemo, ali pa tako, Najne, kot rečeno, so bolj te pravlične, ampak zajemajo vse te vrednote, torej vsi se poskušamo razumeti, seveda. Mogoče so bolj skrite, pa mogoče skozi zgodbo se same sebe zapeljejo. Vse tako, kot je tvoje povabilo, kar je Zajčkova hišica, recimo Danje Štefan. Tam je vedno ta medsebojna pomoč, konstantno neko to sožitje in tako. Otroci to razumejo. Ja, razumejo. Se mi zdi, da ni potrebno vedno na prvo žogo. Ja, pa s prstom kazati, to moraš. Ja, ker pač otroki tak, gledati to sve z otroškimi
očmi, ne, skozi oči odraslega. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da čim dlje časa to tako ostane. Ker oni naj bojo čim bolj neobremenjeni. Se strinjam. Kaj nastopica, katera slikanica tvoja je tebi najljubša? Težko vprašanje. Se jih nimam veliko, ne? Tako v bistvu imam 3. Potem pa kar naštejo vse 3. Okay, prva je Rokavička, tam je recimo mogoče bi tako rekla, spremenila mojo pot, da sem ratala ilustrator, ne zares, ker prej sem se bolj kot ne stripi zafrkavala v Cicidoj. In pokazala je Rokavička, kako precizna si. Kako je vsaka dlaka od medveda pravilno postavljena. To je res, ja. Ampak to je zato, ker sem prej imela zelo slabo dioptrijo in sem si operirala oči in sem kar enkrat videla stvari. Tako da to je pač... Ja, res, jaz sem bila pa slep človek. To je pač vsi, stupice smo vsi špegljari, tako bom rekla. In jaz sem operirane oči in zato pač vidim zdaj boljš. Pač vidim. Prej nisem. V bistvu to je Rokavička, potem je Zajčkova hišica, Ane Štefan, ki sem prej omenila, ki je bila v bistvu prej kot del njene antologije v drugačni verziji, skrajšana je še bila, potem je nastala vmes lutkovna predstava in lutkovna predstava je meni odprla svet, kako v bistvu bi ta knjiga izgledala, zato ker sem bila v enem krču ustvarjalnem, nisem vedela, kako bi jo recimo spravila na papir leta. In potem je nastala Zajčkova hišica, ki je sicer nastala spet 1 leto, ampak ta se mi zdi, da je mogoče tako res, da sem se jaz premaknila, pa da je res tako, da sem zadovoljna z njo, zares. Potem je pa še Pozabljiva stonoga, Darja Marinšek, to je pa v bistvu čebelica, moja prva čebelica, no. Je pa v eni stonogici, ki noče v vrtec, no, tako. Pa bova z Darjo še nadaljevali sodelovanje, no, to še naprej. Zdaj me imajo za žužke tudi, tako so se odločili. A si jih potem ogledaš, recimo, tako, kako so v resničnem življenju? Mislim, bi probala, je pa res, da zelo veliko izčrpam tudi kdaj, kaj najdem na internetu, recimo tega medveda iz Rokavičke, a ne, sem imela veliko let, preden sem sploh šla to risati, sem na YouTube odkrila en video enega grizli medveda, ki se je v bistvu tlačil čez neko stvar. Ne vem, tako je bilo zelo smešno, ko so bile one hlače kosmate in tako res, in pa naredila sem ta screenshot, to bom jaz enkrat uporabila. In to je bilo par let na mojem računalniku in pa bilo to, v bistvu je prišlo v knjigo, ne, recimo, tako da črpaš iz vsega, pa recimo stonogi nisem mogla, ker stonoge obstajajo različne, ene so strupene, ene niso, in sem pol vzela v bistvu bolj te taluška, ne. Ker je pač zelo težko, sem rabila kar 2 meseca, da sem najdla stonogo, ki bi bila luštna, ne, ker ni to glih, ne, s tistimi nogicami, pa tako da, pa da ima take laske, to v bistvu otroško frizurco, ne, tako, ki imamo kodrčko okoli ušes, ne, pač tako, kar traja, da razviješ en lik, ali pa, tako da, ja, ne morem si vedno vsega uživa gledati, no, to je res, medvede je bolj težko pa jarce, ampak ježe imamo na vrtu, tako da pa kdaj kakšnega kam prinesem na vrt nazaj, tako da to lahko, evo. Maja, ti imaš pa Deček in hiša, a ne? Pa povabilo? Tako, ja, to so te 2 moje slikanice avtorske. A moram se odločiti, kje najljubše. Zame je podoben kot prhanje, a ne, Deček je odprl ta vrata zelo na široko. Torej, je tudi ena taka, a ne, tako, Isto je 14 let, ne? Ja. 11, ja, točen, ja. V bistvu 2015 je bila v januarju šla tako dekle 10 let. Tako da že to moja deklica je vrt že 10 let glih tako čaka. Dalje. Ja, to je ful meni lepo delati svoje slikanice, tako največje veselje tem najdem. Tako da jaz tako delam kot 10 letke, ne 5 letke so, a ne včasih. 10 let je zdaj minil, ker sem delala veliko tudi v tujini, pa veliko drugih tujih projektov sem imela in razumem to kot eno tako šolo, a ne, da sem se malo furala
upam, da bo pa zdaj sledil 10 let pa bolj svojega dela, no, tako si že Držim pesti in ker počasi, ne, se je vsako leto prej, ne, prihaja ta praznični duh, ne, med nas, ne, in že razmišljamo tudi o darilih, me zanima, komu nameniti slikanico? Otroku ali staršem? Odraslemu ali mlajšemu odjemalcu teh lepih vsebin? To je pa težko vprašanje. Veš kaj, jaz prej, jaz bil sama. Ja. Jaz sem tudi tu na teta dolgočasna, ki knjige poda. Ja, jaz sem tudi teta. Ampak se mi zdi, da je to tako, v tem je taka velika vrednost, a ne, one plastike je tako velik že in otroci imajo vsega polno. Ne. Ampak vprašala sem zato, ker ali se v domovih dejansko zgodi, da če otrok dobi slikanico, ne, da potem otrok pride do starša, da jo skupaj prebrati, pregledati in tako naprej, ne, razložiti, ali morda bi bilo res na mestu slikanico otroško podariti staršu, da izpelje potem tako lepo domačo zgodbo naprej. Ja, ne, oboje, ne, oboje se dogaja in to je pa še največja dragocenost slikanic, to skupno branje. Ja. Če sem zdaj eno raziskavo poslušala, da se, ko so dali one elektrode gor na glavo matere in otroka tudi, ko sta skupaj brala in se nekaj posinhronizirata. In se zgodi prav nekaj nisem čisto dojela, pa dosti na hitro sem pogledala, ampak takrat se nekaj dogaja, ta povezava, na isto valovno se usmerita glih s tem dejanjem skupnega branja, tega crkljanja, tega zabavanja tudi, ko se skupaj smeješ, ko je kakšna smešna zgodba, ali pa si otrok žalosten, lahko ga potolažiš. To je tisto najbolj dragocen je pa ta prostor. Sploh, če govorimo o slikanici kot otroški knjigi, to povezovanje tudi poleg tega domišljije, poleg tega čarobnega, s tem svojim ljubljenjem odraslim. Ravno zaradi tega bi jaz imela 100 otrok. Prehitro zrastejo. Ja, točno to. Čeprav še vedno pri najstnikih malce obujamo kdaj kakšno skupno branje, ne? In je res še vedno ta, bi rekla, ta povezava, ne? Ta magic, ta čarobnost, ki se zgodi med ljudmi, ne? Pri to vrstnem preživljanju prostega časa, ampak seveda najstniška leta prinesajo svoje, tako da privoščimo vse 3 vsem, ki so v tem trenutku v tem privilegiju z majhnimi otroki, da naj čim več takih trenutkov doživijo. Mar ne? Točno tako. Ja. Hana Stupica, Maja pa Kastelic, počaščena sem, da sta prišli v studio Medijske hiše Delo, da sta malo tega že čarobnega, tudi prazničnega naboja prinesli, veliko inspiracije vama želim in veliko lepih teh res nežnih misli do vseh nas, tudi do staršev, do odraslih. Hvala lepa za obisk in vse dobro. Najlepša hvala.